Pravkar sem našel ta zapuščen bazen, ki je poln pošastnih rib, vključno z električnimi jeguljami, ljudojedimi somi, ki lahko zrastejo do 4 metre, smrtonosnimi ribami, ki ti lahko dobesedno odtrgajo prste, in kupom drugih pošastnih rib, ki jih še nikoli nisem videl. In moj cilj je, da ujamem prav vsako izmed njih iz tega zapuščenega bazena, ker je tukaj tudi kup izjemno redkih in dragocenih rib, ki bodo umrle, če se ne bomo hitro lotili reševanja. Govorim o ribah, ki so tako redke, da stanejo na tisoče dolarjev. Zato sem prinesel kup mrež, pasti za ribe in vedra in naredil bom vse, kar lahko, da ujamem prav vsako ribo iz tega zapuščenega bazena. Ampak to ne bo lahko. Vidiš, prejšnji lastnik tega bazena je leta polnil bazen z najbolj norimi ribami, kar jih je lahko našel, vključno z ogromno, približno 1,20 m dolgo aba nožasto ribo, ki je znana tudi kot najbolj smrtonosna sladkovodna riba na svetu. Torej, to je glavni cilj tega videa. Ampak kdo ve, kaj bomo še našli? Zato začnimo raziskovati. Pri prvih nekaj zajemih z mrežo nisem ujel ničesar, razen kupa alg in mulja, ampak sem ustrajal in končno mi je uspelo ujeti prvo ribo. O, mislim, da nekaj vidim. Poglejte to, fantje. Končno smo ujeli svojo prvo ribo iz zapuščenega bazena. In iskreno, nimam pojma, katera vrsta je to. Malo je podobna ribi ripsosom, ampak še nikoli nisem videl take s pikami. To mora biti res zelo redko. Vendar pa je bila ta riba, čeprav redka, šele začetek. Ko se bo video nadaljeval, bodo ribe postajale vedno bolj nore in nore. Za zdaj sem tega tipa dal v vedro in nadaljeval z iskanjem. Stvari pa so se začele odvijati. O, kaj je bilo to? O moj bog. Helen, precej sem prepričan, da sem prav tam videl veliko ribo, ki je odplavala. Ja, poglej to. Vsa blatna usedlina se je dvignila. V redu, to bi lahko bila aba noževka, ampak mislim, da je edini način, da ugotovim, da jo ujamem. Zato sem močno zajel z mrežo tam, kjer sem jo nazadnje videl. In čeprav sem nekaj ujel, to zagotovo ni bila pošastna riba, ki sem jo iskal. Poglejte to, fantje. O moj bog, tukaj imamo še eno ribo. Ampak za razliko od prve, tokrat dejansko vem, katera je. Ta se imenuje azijska listnata riba. In to ime so dobile zato, ker, izgledajo kot list. Mislim, poglejte to. Če jih postavite poleg kupa drugih listov, komaj opazite razliko, celo po obliki. To je res noro. In to jim pomaga, da se v naravi skrijejo. Te ribe so res kul. In jih ne ujamemo prav pogosto. Zato je to res dobra najdba. Dal sem ga v vedro skupaj s somom in šel naprej. In takoj zatem mi je uspelo ujeti največjo in najredkejšo ribo do zdaj. O, Helena, nekaj imamo. Karkoli že je ogromno. O moj bog, poglejte to, ljudje. Pravkar smo ujeli orjaško ribo. Izgleda kot nožarica, ampak mislim, da še nikoli nismo našli take. Izgleda kot zlatočrtna nožarica in to je ena največjih vrst nožaric na svetu. Poleg tega so izjemno redke. Ta posnetek, ki ga gledate zdaj, je dobesedno edini video, ki sem ga lahko našel o njih na spletu. Nikoli si nisem mislil, da bom dejansko našel eno. To je noro. Au! O moj bog. Če niste vedeli, vse nožarice so električne in ta me je pravkar stresel. Mislim, da bi ga morali dati v posodo. O moj bog, to boli. Dodali smo zlato črtasto nožarico v to posodo, kjer bomo dali vse večje ribe. In takoj zatem sem zajel še en velik zajem v zapuščenem bazenu. In ko sem pokazal navzgor, sem opazil še eno noro ribo. Wow, kaj za vraga smo pravkar ujeli, fantje. To je res nenavadna riba. Au, mislim, da me je pravkar ugriznila. To ni prav prijazno. Dobesedno te skušamo rešiti, počakaj malo. Helena, mislim, da me ni ugriznila. Poglej to ribo. Ima kot dve ogromni rezili, ki mu štrlita iz glave. Ja, prav ste slišali. Če pogledate od blizu, ima ta riba dve ogromni bodici, ki ji štrlita iz obraza in sta izjemno ostri. To je res strašljivo, fantje. V redu, zdaj moramo biti zelo previdni, ko držimo to ribo. Ampak mislim, da še nikoli nismo ujeli take ribe. Ta zapuščeni bazen je nor. Pravkar smo začeli in že lovimo ribe, za katere sploh nisem vedel, da obstajajo. Vendar je to šele začetek. V tem zapuščenem bazenu je še vedno na stotine rib. Zato sem še naprej lovil z mrežo, da vidim, kaj še lahko najdem. O, nekaj čutim v mreži, Helena. Karkoli že je veliko. Tam je, prav tam. Ni mogoče. Poglej to. Dobili smo pakua. Ni mogoče, ampak to ni navaden paku. Ta je albino. Zdaj prepričan sem, da ste me že videli, kako sem na tem kanalu ujel veliko pakujev. Torej veste, da so ti fantje sorodniki piranj. Imajo izjemno ostre zobe in so zelo agresivni do drugih rib. Torej, čeprav to ni nožarica aba, je dobro, da smo tega fanta spravili iz zapuščenega bazena, ker bi zagotovo lahko napadal druge ribe. In nisem vedel, da so v tem zapuščenem bazenu nekatere najredkejše in najdražje ribe na svetu. Zato se moram pohiteti in jih rešiti. O, vidim dve ribi tukaj. Nismo ujeli samo ene, ujeli smo dve. Kaj za vraga je to? O moj bog. Fantje, zdi se, da imamo tukaj majhnega geofagusa. To je zelo draga vrsta ciklide. Skoraj nikoli ga ne ujamemo.
In tukaj zdi se, da imamo Rafael Soma. In čeprav je precej majhen, moramo biti zelo previdni, ko ga držimo, ker ima zelo ostre bodice po celem telesu. Če se ti prst ujame med njegove plavuti, lahko te prereže do krvi. Poskušal sem to pokazati in me je zbodel. To ni bila dobra ideja. Prosim, spusti me, Na srečo mi ga je uspelo spraviti z prsta in oba sem dal v vedro. Kot lahko vidite, se je hitro polnilo. Ampak to še ni bilo nič. Ko bo ga bazena, bomo našli še več tega bazezne, ki bodo samo še večje in večje. Zato sem šel globlje v bazen in kmalu sem našel nekaj drugega. Fuj, Helena, kaj za vraga je to? Pravkar smo ujeli nekaj drugega, ampak to zagotovo ni riba. Je to pijavka? Saj se hecate. Mislim, da še nikoli prej nismo ujeli pijavke, fantje. Če ne veste, kaj je pijavka, je to krvosesni parazit, ki prenaša veliko bolezni. Torej ja, zagotovo nočete, da vas ugrizne. Ne, počakaj, pravkar mi leze na prst. Poglej to, Helena, prosim, ne delaj tega. Ne, je na mojem prstu, fantje, ne vem, kaj naj naredim. Ali ga samo potegnem dol? Prosim, ne prisesaj se name. Prisesal se je na moj prst. Ne, zdaj ga ne morem spraviti dol. Njegova usta so tako močna. Poglej to. To je res slab znak, fantje, ker pijavke niso škodljive samo za ljudi, ampak lahko napadejo tudi ribe in vse druge živali, ki živijo v vodi. In če je ena notri, jih mora biti še več. Moj bog, uspelo mi je, dobil sem ga. Tako da mislim, da lahko rečem, da s vsemi temi smrtonosnimi bitji v tem zapuščenem bazenu tem ribam zmanjkuje časa. Spet se mi je prisesal na prst. Prosim, spusti me. Dal sem pijavko v to majhno posodico, ker nisem vedel, kaj naj drugega naredim z njo. Mogoče jo bom obdržal za hišnega ljubljenčka. Napišite v komentarjih spodaj, če naj to storim. Ampak za zdaj sem še naprej lovil z mrežo in stvari so postajale vedno bolj nore. Helena, nekaj velikega čutim v mreži. Poglejmo, kaj smo ujeli? Tam je, prav tam. Moj bog, to je ogromen rib s avsom. Vsaj tako sem mislil, da je. Ko sem si ga bolj podrobno ogledal, sem ugotovil, da je nekaj veliko bolj redkega. Počakajte malo, fantje. To ni rib s avsom. Pravzaprav se imenuje granulosis. Somin so veliko redkejši. Zelo so podobni rib s avsomom z vsemi bodicami vzdolž telesa in so zelo agresivni, kot ste lahko opazili. Pravkar sem hotel reči, da nočete, da vas udari z repom, ampak mene je pravkar in zdaj krvavim. Odlično. Če se spomnite Rafaela Soma, ki smo ga ujeli prej, je to v bistvu večja različica tistega in zagotovo ne bom dal prsta med njegove plavuti. Ta bi mi dejansko lahko odgriznil prst. Torej mislim, da ga bomo dali kar v kad. Kot ste lahko opazili, se je kad začela polniti z večjimi ribami. A verjemite mi, to še ni nič. Prejšnji lastnik tega bazena je rekel, da so bili tukaj pravi pošasti, velike kot jaz. Ampak če jih želimo ujeti, moramo iti na najgloblji del bazena. Zato sem vzel največjo mrežo, ki sem jo imel, in začel zajemati naokoli, ko se je nenadoma to zgodilo. Moj bog. Helena, nekaj velikega je v mreži. Poglej to. Kaj je to? Skoraj me potegne noter. Saj te samo poskušamo rešiti. Ja, kar špricaj vodo vse povsod. Ta stvar je tako težka. Daj no. Moj bog, saj se šališ. Kam je šel? Ravno je naredil luknjo v mreži, si to videl? Počakaj, tam je, prav tam. Mislim, da sem ga videl plavati v tisto smer. To je tako slabo. To mrežo uporabljam šele 5 minut in je že uničena. Poglej, kako velika je ta luknja. No, očitno je tukaj nekaj ogromnega. Nisem ga dobro videl, tako da ne vem. Mogoče je bila to tista riba nož Aba, za katero smo tukaj. Mislim, da je edini način, da ugotovimo, ta, da nadaljujemo z raziskovanjem. Tako sem si priskrbel novo mrežo in naredil še nekaj zajemov in stvari so se začele odvijati. Helena, mislim, da sva nekaj ujela. Karkoli že je, zdi se precej veliko. Prosim, ne naredi luknje v mreži. Oglej si to, neverjetno. To je velik som Marbo Dakora. To je res cool, fantje. To je zagotovo največja riba, ki smo jo do zdaj našli, pa tudi ena najredkejših. Ko pa sem si ribo ogledal pobliže, sem ugotovil, da ima polno ugrizov, kar pomeni, da jo je nekaj napadalo. To je res slabo, fantje. Dejstvo, da tako veliko ribo napadajo, pomeni, da je tukaj notri še nekaj veliko večjega in veliko bolj agresivnega. In čeprav smo z mrežo ujeli ogromno rib, bomo kasneje v videu morali narediti vse mogoče, da bomo ujeli prav vse. Od postavljanja ribolovnih pasti do tega, da se bomo dejansko podali v zapuščeni bazen z vsemi temi smrtonosnimi ribami. Za zdaj sem Marbo Dakoro dal v kad in še naprej lovil z mrežo, ko sem ujel do zdaj najbolj smrtonosno ribo. Moj bog, je to tisto, kar mislim, da je? Fantje, pravkar smo ujeli nekaj popolnoma norega. To tukaj se imenuje vampirska riba. Imenuje se tako, ker imajo največje zobe med vsemi sladkovodnimi ribami na svetu.
Na srečo je ta še mladič. Zrastajo veliko večje od tega. In ko so popolnoma odrasli, lahko njihovi zobje zrastajo do 10 cm dolgi. Čeprav je ta res majhen, moramo biti zelo previdni, ko ga držimo, ker so me te ribe že ugriznili in ni prijetno. Čeprav je to bila najbolj smrtonosna riba, ki smo jo ujeli do zdaj, je premajhna, da bi bila tista, ki napada vse druge ribe. Zato sem ga dal v vedro in nadaljeval z iskanjem tiste pošastne nožarice Aba ter vseh drugih pošasti, ki so tukaj notri. O moj bog, mreža je res težka, fantje. Mislim, da smo pravkar ujeli kup rib. Poglejte to. Saj se hecate. To je največ rib, kar smo jih kdaj ujeli v mrežo naenkrat. Prav, tukaj moramo biti res hitri. Naj vzamem vedro, moramo napolniti vedro. Fantje, v tej mreži je toliko rib. Najprej, zdi se, da smo tukaj ujeli velikega plaka, ampak to ni kar katerikoli plako. To je kraljevski plako in ti so veliko bolj redki. In ja, te ribe so v bistvu kot vesoljci. Mislim, poglejte njihova usta tukaj. To je res strašljivo. To je morda celo največji, kar smo ga kdaj našli. To je res dobra najdba. Toliko rib je, da sploh ne vem, katero naj primem. Prav, ta je čisto ponorela. Umiri se. Sploh ne vem, kaj je to. Izgleda malo kot gar, ampak ne izgleda kot tisti, ki smo jih ujeli prej. Poglej vse te pike na njem, to je res kul. Glede na to, kako nore so vse ribe v tem zapuščenem bazenu, sklepam, da je ta riba precej redka. Zato napišite v komentar, če veste, kaj je to. Ampak v vsakem primeru jo bomo dali v vedro. In potem izgleda, da imamo tukaj še dve ribi. To je rdeče repi som. Prepričan sem, da veste, katere so to. So ene mojih najljubših rib vseh časov. Enega imam dobesedno na svoji majici in klobuku prav zdaj. In potem imamo še enega, ki se tukaj premetava. Umiri se, prijatelj, bomo te ujeli. Mislim, da je to rdeči rep velikanski garami. In verjeli ali ne, to so največje vrste garamijev na svetu. Zrastajo ogromno. Torej, ja, obe ti ribi bosta nekoč postali pravi pošasti. Ampak za zdaj sta še majhna mladiča, zato jo bomo dali v vedro. In mislim, da je to vse v mreži. Kaj smo ujeli? 4 ribe tam noter, to je noro. Kot lahko vidite, se je vedro hitro polnilo, vendar nas je čakalo še veliko dela. Zato sem nadaljeval z iskanjem. In že v naslednji mreži sem naletel na šokantno odkritje. O moj bog, je to tisto, kar mislim, da je? Helena, poglej, kaj smo pravkar ujeli. To je Aba nožarica. O, to je tako kul. No, vsekakor to ni tista velika, ki jo iščemo. Ta je tako majhna, poglej ga. To je verjetno najmanjša Aba nožarica, kar sem jih kdaj videl. Ampak to lahko pomeni samo eno stvar. In to pomeni, da Aba nožarica tukaj ima mladiče. In če je to res, bo ta reševalna misija veliko težja, ker če niste vedeli, Aba nožarica nima samo enega mladiča, ampak jih ima na stotine. Tako sem vzel tega malega in ga dal v vedro ter nadaljeval. In takoj zatem sem ujel še eno ribo, a ta je bila veliko večja. O, Helena, nekaj čutim. Poglej to. Ujeli smo veliko ribo v mrežo. O moj bog, kaj je to, ljudje? Au, pravkar me je močno zbodla. Karkoli že je, ima zelo ostre bodice. O, mislim, da je to norvini som. Saj se hecate, ljudje. Nisem pričakoval, da bom tukaj našel enega od teh. Sorodni so ripsov somu, vendar ne zrastajo tako veliki. Pravzaprav mislim, da je to največji, kar smo jih kdaj našli. Au, prav, au. Mislim, da ga zdaj ne bi smel držati, ljudje. Popolnoma je iz sebe. Morda bom izgubil prst, če ga takoj ne dam v posodo. Torej, naredimo to. Au! Potem sem še naprej lovil z mrežo po zapuščenem bazenu, ko sem nenadoma ujel najredkejšo ribo doslej. Wow, ljudje, mislim, da še nismo našli take. Počakajte malo. Pravzaprav mislim, da vem, kaj je to. Ni mogoče. To tukaj se imenuje Waligo som. In razlog, da sem zdaj tako navdušen je, da so ti fantje ena od 7 vrst somov, ki jedo ljudi na svetu. Na tem kanalu ste me že videli najti veliko rib, ki jedo ljudi, kot so gunč, pariba in som kitovec. Vendar še nikoli nismo našli Waligo soma. So izjemno redki. Samo pomisliti, da bo ta majhna riba tukaj nekega dne zrasla tako velika, da me lahko poje, je naravnost strašljivo. Kot ste lahko opazili, je bil to zagotovo moj najljubši ulov do zdaj. Toda nisem vedel, da je tukaj še ogromno rib, ki so še veliko redkejše. In to ne bo niti edini ljudojedi som, ki ga bomo našli. Zato sem Waligo soma dal v vedro in vzel še eno mrežo. Sprva je izgledalo, kot da je popolnoma prazna. Ko pa sem pogledal pobližje, sem naredil grozljivo odkritje. O ne, Helena, ali je to tisto, kar mislim, da je? To je grizec prstov in prihaja za menoj. Če ne veste, kaj je grizec prstov, je to vodna žuželka, ki ugrizne v vaše prste na nogah in je dejansko strupena. Že prej so me ugriznili in je izjemno boleče. In če je eden tukaj, jih je zagotovo še več. Zato moram biti zelo previden, če bom kasneje v videu šel v bazen. O bog. V redu, moram ga ujeti, ker nočem, da se vrne v zapuščen bazen. Samo zagrabil ga bom. Gremo. Prosim, ne ugrizni me. Evo, imam ga. Poglejte to. Tam lahko vidite njegove čekane. Ogromni so.
To uporablja, da vas ugrizne. In kot sem rekel, je izjemno boleče. Resno, ne hecam se. Mislim, da ga bom dal kar v to vedro. Tako se ne bo vrnil in me ugriznil. O, čakaj. Kaj za vraga je to, Helena? Napolnila sem vedro z nekaj vode iz bazena in poglej, kaj je notri. Sploh ne vem, kaj so to, ampak zagotovo so še več žuželk. V redu, mislim, da ga bom za zdaj kar dal nazaj v vedro. Ljudje, v tem zapuščenem bazenu živijo res nore živali. Potem sem se vrnil na globoki konec in stvari so se začele odvijati. Ribe pa so postajale vse večje in večje. O moj bog, Helena, nekaj velikega imamo v mreži. Poglej to, prosim, ne raztrgaj mreže. Ne morem si privoščiti še ene mreže. Umiri se, umiri se. O moj bog, to je noro, ljudje. Ujeli smo ogromnega tigrastega soma z lopatastim gobcem. In to je morda eden največjih, kar smo jih kdaj ujeli. Poglej, kako je velik. To je res kul. Ni vsak dan, da najdeš tigrastega soma z lopatastim gobcem tako velikega, ampak takoj vidim, da ni v najboljšem stanju. Ima ugrizne sledi po celem telesu in brki so mu popolnoma izginili. In zdi se tudi, da je na to oko slep. Oh, to je res žalostno. Mislim, da lahko z gotovostjo rečem, da to ribo v zapuščenem bazenu zagotovo nekaj napada. Na srečo pa je še vedno živ. Torej, našli smo ga ravno pravi čas. To je bila zagotovo največja riba, ki smo jo do zdaj našli. Ampak zagotavljam vam, da so v tem bazenu še vedno ribe, ki so veliko večje. Tako sem še enkrat močno zajel v globokem delu. In ko sem dvignil mrežo, sem opazil ogromno rib v notranjosti. Oh, Helena, nekaj vidim v mreži. V redu, nekaj smo ujeli. Počakaj malo. Tukaj smo ujeli več rib. Poglej jih vse. Poglej tole. V redu. Tukaj imamo rdeče trebušnega pakua. Če se spomnite, smo enega ujeli že prej, ampak je bil albino. Ta je čisto navaden, zato ni tako redek. Ampak človek še vedno ima izjemno ostre zobe. Poglej to. To je strašljivo. Prosim, ne ugrizni me. V vedro greš. Poglejmo, kaj smo še ujeli tukaj. Počakaj, Helena, poglej to. Vem, kaj je to. To je nekaj res posebnega. Kot vidiš, izgleda kot list, podobno kot tista druga riba, ki smo jo ujeli prej. Tista je bila azijska listna riba. Ta je afriška listna riba. Te so nekoliko bolj redke. Ne ujamemo jih pogosto. Tako da je to res dobra najdba. V vedro greš. In mislim, da sem tukaj videl še eno ribo. Tukaj je. Ta je precej manjša, ampak kaj za vraga je to? Fantje, pravkar smo ujeli nekaj norega. Mislim, da še nikoli nisem videl česa takega. Fantje, napišite v komentar, če veste, kaj je to, ampak jaz nimam pojma. To izgleda noro. Wow, to je bil neverjeten ulov z mrežo. 3 res kul ribe, ampak vem zagotovo, da jih je tam notri še veliko več. Tako da moramo nadaljevati. Vse ribe sem dal v vedro in šel naprej. In že v naslednjem metu mreže sem ujel nekaj drugega, ampak to ni bila riba. To tam je majhna želvica. Tega res nisem pričakoval. In to ni kar ena želva. To je albino rdečevratka. In so dejansko precej redke. Ampak to pomeni, da v tem zapuščenem bazenu niso samo ribe. Kdo ve, kaj bomo še ujeli? O, počakaj malo. Helena, poglej tja. Je to tisto, kar mislim, da je? Prepričan sem, da je pijavka na želvi. Poglej to. Ja, to je zagotovo pijavka. In je ogromna. Ta je veliko večja od prve, ki smo jo našli. Res se je dobro prisesala, fantje. V redu, moramo ugotoviti, kako bomo to pijavko odstranili z želve, sicer jo lahko dejansko ubije. Zato sem hitro vzel klešče in na srečo mi je uspelo odstraniti pijavko. Ampak glede na to, kako debel je bil njen trebuh, se zagotovo že nekaj časa hrani s to želvo. Tako da je dobro, da smo jo odstranili. Ampak to samo dokazuje, da je ta bazen poln pijavk, kar je še en razlog, zakaj moramo ujeti in rešiti vse živali. V redu, tukaj bom zajel na veliko. Daj mi kaj dobrega. O, je težko. Mislim, da imamo nekaj. Poglejmo. Je kdo tukaj noter? O, kaj je bilo to? Nekaj se tam spodaj premetava. Kaj je to? O, Helena, poglej tukaj. Umiri se, umiri se, umiri se. Ni šans. Tega res nisem pričakoval, fantje. To tukaj se imenuje datnoid in so izjemno redki. Mislim, da smo jih na tem kanalu našli le 2 ali 3. Tako da je to res kul. To mora biti eden izmed najbolj norih zapuščenih bazenov, kar smo jih kdaj raziskovali. Mislim, vsaka riba, ki jo tukaj ujamemo, je preprosto nora. Ampak čeprav je bilo to noro, to ni bila edina riba v mreži. Ko sem jo še malo pregledal, sem našel tole. To je velika riba. O moj bog, ni mogoče, to je velik gar. Pazi. V redu, zdaj me poskuša ugrizniti. Fantje, to je ogromen gar. Moramo biti zelo previdni. Kot lahko vidite, imajo izjemno ostre zobe in so zelo agresivni. Zato mislim, da bi ga morali čim prej dati v kat, preden me ugrizne. Kot ste lahko opazili, so bile ribe vedno večje, a to še ni bilo nič. Najredkejše in največje ribe so bile še vedno v bazenu in postajalo jih je vse težje ujeti. In zavedal sem se, da je edini način, da rešim vse te živali ta, da grem v vodo. O bog, fantje, to je tako strašljivo. To je morda moja najslabša ideja doslej. Mislim,
Tukaj so dobesedno smrtonosne ribe, ki me lahko napadajo vsak trenutek. Ampak čeprav je bilo strašljivo, je bilo vsekakor vredno, ker sem že v prvem zajemu ujel največjo ribo do zdaj. Helena, mislim, da sem nekaj ujel. Karkoli že je, zdi se res veliko. O, moj bog. Vleče me noter. O, ne, zdaj sem popolnoma moker. O, voda je tako mrzla. Kaj za vraga je to, fantje? Tako je težko. Komaj jo lahko dvignem. Ni mogoče. Helena, poglej to. Pravkar me je usekala po obrazu. V redu, to pa ni bilo kul, prijatelj. Dobesedno te rešujemo. Ampak poglejte, kako velik je ta žagasti som, fantje. Ne vem, zakaj ga sploh poskušam zdaj dvigniti. Moramo biti zelo previdni, ko držimo tega tipa. Če me te bodice zadenajo, ne bo dobro. Mislim, da je to tista velika riba, ki nam je prej naredila luknjo v mreži. Opa, počakaj malo, Helena, poglej to. Pravkar sem opazil, da temu žagastemu somu tukaj manjka oko. To je noro. Ima dobesedno samo eno oko. Tega še nikoli nisem videl. Ne vem, ali je to zato, ker mu je riba nož vrste aba odgriznila oko, tako kot tisti tiger shovel nose. Postaja nor. Veš kaj? Mislim, da bi ga morali dati v kat, preden se to slabo konča. O, moj bog, nehaj. Zdaj, čeprav je bila to daleč največja riba, ki smo jo našli, nisem vedel, da to sploh ni bila največja v tem zapuščenem bazenu. In no, ne bo jih lahko ujeti samo z mrežo. Kasneje v videu bom tukaj nastavil kup pasti za ribe. Kdo ve, kaj bomo ujeli? Za zdaj pa sem še naprej zajemal in je uspela ujeti najredkejšo ribo do zdaj. O, nekaj imamo. Nekaj je v mreži. Kaj je to? O, poskuša pobegniti. Umiri se, ni mogoče. Je to tisto, kar mislim, da je? To tukaj je bičer, ampak ni navaden bičer. Ta je pravzaprav platinast, kar ga naredi za enega najredkejših na svetu. Mislim, samo poglejte to. Dobesedno izgleda kot pravi dinozaver. Te stvari so videti tako prazgodovinsko. O, ne, poskuša pobegniti. Prosim, vrni se sem. Ne smem izgubiti te ribe, fantje. Zelo je dragocena. V redu, spravimo ga v vedro. Takoj zatem sem v mrežo ujel še eno ribo, a ta je bila ena najbolj nenavadnih bitij do zdaj. Kaj za vraga, Helena? Poglej to ribo. Vidiš to? To izgleda kot pravi vesoljec. V redu, nimam pojma, kaj je to, fantje, ampak izgleda noro. Je sploh živ? Počakaj, ne premika se. Halo, fantje, mislim, da je mrtev. O, počakaj, ne, tam je. V redu, je živ, plapola naokoli. Umiri se, prijatelj, umiri se. Fantje, to je res noro videti riba. Mislim, da še nismo ujeli take. Mislim, da je to neka vrsta nožaste ribe, ali pa mogoče jegulja, ne vem. O, počakaj malo, v redu. Moramo ga dati v vedro, ker dejansko vidim še eno ribo v mreži. In ko sem jo potegnil ven, sem ugotovil, da to ni bila kar ena riba. Bila je sladkovodna napihovka. Ni mogoče, Helena. Poglej to. Nisem pričakoval, da bom našel eno od teh. Au! Si videl to? Pravkar me je ugriznil. Poglej to. Zdaj imam ugriz na prstu. O ne, in zdaj se napihuje. To ni dobro. Ni dobro. V redu je, prijatelj. Rešujem te. Prosim, pojdi v vedro. O ne, je v redu. Fantje, ni dobro, ko se napihovka napihne. To jih lahko dejansko ubije. O, zdaj gre. V redu, plava. Je v redu. Hvala Bogu. Samo obdržali ga bomo v tistem vedru, ker kot ste videli, so napihovke zelo agresivne in nočemo, da bi napadala vse druge ribe. V redu, gremo naprej. Premaknili se bomo malo globlje. To je tako strašljivo. Upam, da me nič ne napade. Mislim, da sem prehitro govoril. Nekaj me je zadelo po nogi. Najno, prosim, naj bo to aba nožarica. O, počakaj. Pravzaprav je res težko. Helena, mislim, da sva ga ujela. Karkoli je že bilo. Kaj za vraga je to? O, pazi, to je ogromna želva, ljudje. O, kako je težka, sploh je ne morem dvigniti. Poglejte to. O, to je mehkoščitna želva. To mora biti največja, kar sem jih kdaj ujel. Ne. Au, pridi nazaj sem. Imam ga, Helena. To je bilo napeto, ampak smo ga ujeli, fantje. Ni aba nožarica, zato sem malo razočaran. Ampak če kaj veš o mehkoščitnih želvah, potem veš, da so zelo agresivne. Zato je dobro, da smo ga odstranili, ker bi zagotovo lahko napadal druge ribe. Tako da mislim, da ga bomo preselili v enega od mojih ribnikov pri meni doma. In upam, da nam bo to uspelo brez ugriza. No, ni zadovoljen. Ko sem želvo dodal v enega od svojih ribnikov, sem nadaljeval z raziskovanjem zapuščenega bazena. In ne bom lagal, te ribe je bilo vedno težje ujeti. Zato sem se odločil, da grem globlje v bazen. In ni mi vzelo dolgo, da sem nekaj ujel. O, kaj za vraga je to? Helena, ujeli smo nekaj kot jegulje v mrežo. O, znorev je. Umiri se. Počakaj malo, to ni jegulja. Pazi, to je velika pjučarica. O, to je res kul. Poskuša se vrniti v bazen. Ne. Poskušamo te rešiti, prijatelj. O, poglej ta usta, to je strašljivo. V redu. Tako kot pri napihovalcih, tudi pri tej ribi nočemo, da nas ugrizne.
Imajo zelo ostre zobe, ampak to je res kul. Pljučarice so ene mojih najljubših rib na svetu. So en redkih rib, ki lahko dejansko dihajo izven vode. In verjeli ali ne, v naravi lahko preživijo izven vode več mesecev. In kar je res kul, je to, da dejansko uporabljajo te majhne noge tukaj, da hodijo po kopnem in se premikajo iz enega ribnika v drugega. To je noro. Čeprav je bila ta pljučarica res kul najdba, ni bila nič v primerjavi s tem, kar smo ujeli v naslednjem zajemu. O moj bog, Helena! Poglej ribo, ki smo jo pravkar ujeli. Ne morem verjeti. Na prvi pogled izgleda kot navaden rdečerepi som, vendar se ta dejansko imenuje kratkotelni rdečerepi som. To ime so dobili zato, ker imajo precej krajše telo. In to je zato, ker so genetsko spremenjeni, da tako izgledajo. Običajno so kratkotelne ribe precej bolj okrogle in njihova telesa so bolj stisnjena. Iskreno, zaradi tega so veliko bolj prikupne. Mislim, poglej tega tipa. Je čudovit. To je bila res posebna najdba, ker sem si vedno želel imeti kratkotelnega rdečerepega soma za hišnega ljubljenčka, vendar ga še nikoli nisem videl v živo, ker so tako redki. O moj bog, poglejte, kako je prikupen v vodi, fantje. Prosim, napišite spodaj v komentarje predloge za ime našega novega kratkotelnega rdečerepega soma, ker je to morda moja nova najljubša riba. No, res ne vem, kako lahko to presežemo, ampak kdo ve? Ta zapuščeni bazen je popolnoma nor. O moj bog, poglejte to. Pravkar sem ujel še 2 ribi, fantje. Ta je čisto ponorela. Pomiri se, rešujemo te. Počakaj malo. Mislim, da vem, kaj je to, fantje. To tukaj se imenuje leporanus. In verjeli ali ne, so dejansko zelo agresivni. O moj bog, in so res hitri. Kot lahko vidite, je zdaj čisto iz sebe. V redu, veste kaj? Samo dali ga bomo v vedro. Ampak mislim, da sem tukaj videl še eno ribo. Kam je šla? Tam je, Helena. Poglej to, ni mogoče. Se šališ? To tukaj se imenuje skat in res sem presenečen, da smo ga ujeli iz zapuščenega bazena. To pa zato, ker jih običajno najdemo v slani vodi, včasih pa lahko živijo tudi v sladki vodi. Ampak moramo biti zelo previdni, ko držimo tega fanta. Čeprav izgleda zelo majhen in neškodljiv, vas lahko, če vas zbodeta ti bodici na vrhu njegove glave, dejansko paralizira. Torej ja, upajmo, da se to ne zgodi. Ampak verjeli ali ne, to ni edina nora stvar pri tej ribi. Znane so tudi po tem, da jedo iztrebke. Ja, prav ste slišali. Te ribe dobesedno jedo iztrebke. Torej, veste kaj? Samo dal ga bom v vedro, preden me paralizira ali dobim kakšno bolezen. Takoj zatem sem zajel še en velik zajem in potegnil ven še več norih rib. Helena, saj se šališ. Poglej to. Koliko rib je v tem zapuščenem bazenu, ljudje? V redu. Nehaj mi škropiti vodo v obraz. Tale mi bo še povzročil amebe. No, tole tukaj je še ena orjaška gurama. To je ista vrsta kot tista, ki smo jo ujeli prej. Ampak, kot lahko vidiš, je ta albino. In že veš, da so albini veliko težje najdljivi, tako da je to res kul. In potem tukaj, kaj je to? To je neka vrsta somiča. Nehaj me škropiti. No, tole tukaj malo izgleda kot mladič tigrovega lopatastega soma. Ampak, če pogledaš od blizu, ima pike namesto prog, česar še nikoli nisem videl. Torej, napišite v komentar, če veste, kaj je to, ker jaz nimam pojma. In mislim, da je bila tukaj še ena riba. Kam je šla? Je ušla? Počakaj. Ne, tukaj je. Helena, glej. Ni mogoče. Poglej to je res kul. Zdaj, podobno kot tisti skat, je to mono in običajno so v slani vodi. Tako da nisem prepričan, kaj počne tukaj. Ampak iskreno, me nič več ne preseneča. Mislim, sploh ne bi dvomil, če bi bil tukaj notri kakšen morski pes ali kaj podobnega. In no, morda sem imel prav, ker takoj zatem sem se premaknil globje v zapuščeni bazen, ko me je nenadoma nekaj napadlo. O moj bog. Helena, nekaj me je pravkar zadelo po nogi. V redu, karkoli že je bilo to, bilo je veliko, fantje. Tam je spet. Spravite me ven od tu. Dovolj imam. Ste videli to? To je moral biti Aba nožar. To tako boli. Mislim, da me je nekaj ugriznilo, fantje. O moj bog, poglejte to. Karkoli že je bilo to, me je dobesedno prerezalo skozi brodnike. Kako je to sploh mogoče? V redu, ja, zagotovo se ne vračam tja noter. Ampak očitno je bilo v zapuščenem bazenu še vedno ogromno rib, ki so potrebovale mojo pomoč. Zato sem naredil edino, kar sem lahko. Postavil sem čim več ribolovk in jih pustil tam čez noč. V redu, tukaj je načrt. Imam 2 manjši ribolovki, ki jo bomo postavili v plitvi del. Potem pa imamo mojo ogromno ribolovko, ki jo bomo dali v globoki del. Kot lahko vidite, je ta stvar ogromna. To je tisto, s čimer upam, da bom ujel ribe. Aba. Vse jih bomo nastavili z veliko tilapijami in upam, da bo delovalo. Ko sem postavil vse 3 ribolovke, sem jih pustil tam čez noč in po približno 6 urah je bil končno čas, da jih dvignemo. Prav, fantje, končno je čas, da preverimo ribolovke. Začel bom z manjšimi in potem bomo šli do največje. Počakaj malo, Helen. Pravzaprav je kar težka. Mislim, da smo nekaj ujeli. Ja, poglej tam. V pasti ga lahko vidiš.
O, ujeli smo toliko rib. Prav, moramo prerezati past. Poglejmo, kaj smo dobili. Takoj na začetku vidim nekaj norega. Pridi sem, prijatelj. Poskušamo te rešiti. To tam je mladič platinastega rdečerepega soma. Dobesedno se tresem zdaj. To je tako kul. To je verjetno najdražja riba, ki smo jo ujeli do zdaj. Če ste mislili, da je kratkotelni rdečerepi som redek, je ta še redkejši. Prav, moramo ga dati v vedro. V pasti je še veliko več rib. Poglejmo, kaj je to? O moj bog, je to neka vrsta jegulje? O, paničari, umiri se, umiri se. O, počakaj, vem, kaj je to, fantje. Temu se dejansko reče vrvasta riba. In tako kot pljučari, lahko tudi ti dejansko dihajo zrak in preživijo izven vode zelo dolgo časa. In ja, so res noro starodavno videti ribe. Pravzaprav že leta nismo ujeli nobene take. Tega res nisem pričakoval. Si resna, Helena? V pasti je še vedno toliko rib. O moj bog, prav, moramo pohiteti. O moj bog, ni mogoče. Prepričan sem, da veste, kaj je to. To je mladič soma gunč. In tako kot Waligo som, ki smo ga ujeli prej, je tudi ta ljudojed, ki lahko zraste do skoraj 4 metre v dolžino. In najbolj strašljiv del pri njih je, da imajo vrste zob, obrnjenih nazaj, prav tako kot morski pes. Torej ja, zagotovo nočeš, da te ta ugrizne. Do zdaj so bile vse ribe, ki smo jih našli v pasti, take, ki sem jih že ujel. Toda to, kar sem našel naslednje, je bilo nekaj povsem drugega. Morda se motim, ampak precej sem prepričan, da je to sladkovodna barakuda in ti so izjemno agresivni. O ja, poglej to, poglej njihove zobe. To je strašljivo. Au, pravkar me je ugriznil. To ni prav prijazno. Dobesedno te rešujemo. Au, v redu, veš kaj? Greš v vedro. Poglejmo, kaj smo še ujeli tukaj? Oh, tu sta še dve veliki ribi. Oh, vem, kaj je to. To je žagačasti som. O moj bog, pravkar je šel. Vrnil se je v bazen. Ne, potrebujem mrežo. Ja, kot ste videli, je žagačasti som skočil nazaj v zapuščen bazen. No, več kot 15 minut sem ga poskušal ujeti, ko se je nenadoma to zgodilo. Oh, o moj bog. Helena, snemaš? Pravkar sem ga ujel. Ujel sem žagačastega soma, ki smo ga pravkar izgubili. V redu, greš v vedro, preden spet pobegneš. Potem sem v naši pasti našel še nekaj rib, vključno s tem čmrljevim somom in izjemno redkim rdečim jastogom. No, potem, ko sem oba dodal vedro, mislim, da lahko z gotovostjo rečem, da je bila prva ribja past zagotovo uspešna. Vendar imamo še dve pasti pred sabo in ribe bodo postajale vedno bolj nore. V redu, gremo, fantje. Čas je, da dvignemo drugo ribjo past. Že zdaj lahko rečem, da je ta veliko težja. Poglejmo, ali smo kaj ujeli. O moj bog, Helena, poglej to. Toliko rib je v naši ribji pasti. In vidim veliko albino rib, to je noro. V redu, gremo, odprimo jo. Toliko rib je tukaj notri. O moj bog, ta je res velika. Helena, poglej to. To tukaj se imenuje Endlikerijev bišir. To je največja vrsta biširja na svetu. Verjeli ali ne, ti fantje lahko zrastejo do 1 metra dolžine, kar je noro. Ampak trenutno, kot lahko vidiš, je še čisto majhen mladiček. Zato ga bomo dali v vedro. Moramo nadaljevati. Tukaj je še toliko več rib. O, kaj za vraga je to, ljudje? Nekaj albino je tukaj notri. Počakaj malo, vem, kaj je to. To tam je albino koridoras. Enega takih nisem našel že leta. Tega res nisem pričakoval. Počakaj malo, ampak v pasti je še nekaj veliko bolj norega. To je se ena vrsta somiča, ampak ta je veliko bolj redka. Imenuje se bičerepi somič in kot lahko vidiš, izgledajo kot vesoljci iz resničnega življenja. Mislim, samo poglej ta obraz. To je res strašljivo. Wow, ampak to je zagotovo največji, kar sem jih kdaj videl. Običajno so tako majhni. Potem nisem mislil, da bi lahko postalo še bolj noro, ampak ko sem še naprej iskal po pasti, sem naletel na eno najredkejših rib, kar sem jih kdaj našel. Kaj za vraga je to, Helen? Poglej, kaj sva pravkar ujela. To izgleda kot albino napihovalka. Nisem niti vedel, da kaj takega obstaja. Še nikoli nisem videl take. Oh, to mora biti res izjemno redko. V redu, prav zdaj to iščem na spletu in obstaja samo ena spletna stran, ki jo prodaja in cena je $10,000. Helen, pravkar sva zadela ribji jackpot. Ampak resno, mislim, da je to morda najredkejša riba, ki sva jo kdaj ujela na tem kanalu. Res sem brez besed. Ne vem niti, kaj naj rečem. Samo vesel sem, da je živ. Si lahko predstavljaš, če bi ga Aba nožarica pojedla? To bi bil obrok vreden $10,000. Da si predstavljate, kako redka je ta napihovalka. Če na YouTubeu poiščete albino napihovalko, ne boste našli niti enega videa, v katerem bi bila. Tako da ja, ta riba je res posebna. In prav zato sem jo dal v njeno lastno vedro. Tako je ne more nič napasti. Potem sem v past za ribe našel še nekaj drugih rib, vključno s tem res kul bisernim guramijem in to skrivnostno ribo, ki je še nikoli nisem videl. Fantje, nimam pojma, kakšna riba je to. Vem samo, da izgleda zelo drago. Če veste, katera je, napišite v komentarje spodaj. Mislim pa, da je bila to zadnja riba v pasti. In mislim, da lahko rečem, da je bila ta past veliko bolj nora kot prva.
Vendar imamo še eno past, ki jo moramo preveriti. In to je naša zadnja priložnost, da ujamemo tistega pošastnega aba. Zato sem jo potegnil gor. In takoj sem opazil nekaj največjih in najredkejših rib, kar smo jih ujeli do zdaj. In ko sem bolje pogledal, sem opazil tudi ribo, za katero smo lovili ves ta video. O moj bog, ne morem verjeti, Helena. Poglej to, ujeli smo pošastnega aba. Res nam je uspelo. In je veliko večji, kot sem mislil, da bo. Poglej, kako velik je ta primerek. Ampak nismo ujeli samo aba, ujeli smo tudi kup drugih res norih rib. Mislim, poglej to. To je albino jeseter. Te ribe so izjemno redke. Mislim, da smo do zdaj ujeli samo enega, ampak ta je veliko večji. Mislim, samo poglej to stvar. Dobesedno je kot pravi dinozaver. No, dajmo ga zdaj spraviti v kat. V pasti je še veliko več rib. Videti je, da smo ujeli tudi tega tukaj. To je ogromna klonska nožarica. Ti so zelo podobni aba, le da niso tako agresivni. Ampak ima še vedno zelo ostre zobe. Zato moramo biti zelo previdni. No, poglejmo, kaj je še tukaj notri. O moj bog, aba vas je skoraj ugriznila. V redu, to je bilo malo strašljivo. Tukaj je še ena riba in poskušam jo dobiti ven, ampak nočem izgubiti prsta. Evo, imam jo, o moj bog. Poglejte to ribo, fantje. To tukaj se imenuje okrašeni bicer in so ena izmed najredkejših vrst na svetu. Ne zrastejo tako veliki kot druge vrste bicerjev, ki smo jih našli prej. Pravzaprav mislim, da je to največji, kar sem jih kdaj videl. Torej ja, to je res super najdba. Potem je bila v pasti le še ena riba in to je tista, za katero smo si prizadevali ves ta video. V redu, fantje, to je trenutek, na katerega ste vsi čakali. Moram biti zelo previden, ko držim to ribo. Znano je, da so ljudem odgriznile prste. O moj bog. Tako, imam ga. V redu, umiri se. Prosim, ne ugrizni me, se hecaš. Poglejte velikost te ribe. Aba nožarice, fantje. To mora biti največja, kar sem jih kdaj videl. Kot morda veste, imamo eno takšno že za hišnega ljubljenčka, ampak je precej manjša. Ta je dobesedno 2-krat večja od naše. Na prvi pogled te ribe ne izgledajo tako smrtonosne, ampak tisto, kar jih naredi izjemno nevarne, je to, da so zelo inteligentna bitja in znano je, da napadajo ter ubijajo druge ribe zgolj za zabavo. Če imaš eno od teh kot hišnega ljubljenčka, jo moraš imeti v akvariju popolnoma samo. In glede na to, kako velika je ta stvar, bomo potrebovali ogromen akvarij. Ampak če se spomniš, smo prej v videu našli tistega mladega aba, kar pomeni, da mora biti v tem zapuščenem bazenu več kot ena velika riba. Torej, čeprav smo ujeli eno od njih, mislim, da ta reševalna misija še ni končana. Če želiš, da se vrnem, všečkaj in komentiraj ta video. Zaenkrat bom tej ribi zgradil ogromen akvarij in upam, da ne izgubim prsta vmes. Kakorkoli, vidimo se v naslednjem videu. Čau!